Lepo pozdravljeni vsi, me veseli, da vas vidim v takem velikem številu. Lepo vabljeni na to okroglo mizo, ki jo mi organiziramo vsako leto z diplomanti Poslovno-tehniške fakultete. Cilj je, da diplomanti povejo svoje izkušnje, da vidite, kako so oni doživeli ta študij, kakšne so njihove izkušnje. Tako da vam bo pomagalo, da tudi vi lažje greste tudi skozi vaš študij. Danes so z nami Marko Peric iz EVM PAPS Slovenija. Ja, živijo. Mateja Milost iz FIMAG-a, ona je predavateljica na Poslovno-tehniški fakulteti, tako da jo boste tudi srečali in bo vaša predavateljica. In Rashid Patan. So I will switch in English, so he's our fresh graduate at master studies. In engineering and management. Yeah. So this round table will be also in English and in Slovenian because of Rashid. Se pravi, okrogla miza bo in v slovenščini in v angleščini, zato da bo tudi Rashid sodeloval. Tako da zdaj bi prosila najprej udeležence, da se predstavijo, pa bomo šli vprašanje. Ja, pozdravljeni, upam, da za vami ni preveč naporen vikend. Moje ime je Peric Marko, sem tukaj, bom rekel, na pol domačin, prihajam iz Dornberka. In danes smo povabili, da predstavim te moje izkušnje, znanje, oziroma kako je potekal ta študij. Dejansko, jaz sem zaposlen v podjetju EVM PAPS v Cerknici, v nabavi. Imamo 3 ločene nabave, ena projektna nabava, se pravi bolj usmerjena za neke nove projekte. Imamo strateško nabavo in tudi tako imenovana ta International Purchase Office. To pomeni, da smo mi, dejansko smo tudi hčerinska podjetje pod Nemci in na tem področju je moja zadolžitev, da iščem nove dobavitelje, katere potem vpeljujemo v panel dobaviteljev. Študij sem končal leta 2000 najprej na ekonomski fakulteti, potem sem 14 let bil zaposlen v prodaji večinoma. In nekako potem je prišel po 14 letih ta čas, da sem nekako se odločil za menjavo službe in takrat sem rekel, da je tudi čas, da nekako iz prodaje lahko grem v nabavo, da uporabim te izkušnje. Tako da, ja, nabava, bom rekel tako, zelo pestre zadeve, od ocenjevanja dobaviteljev, sodelovanje z interno, te, bom rekel, timi, ki smo, potem delaš najrazličnejše stvari, tako da tudi te izkušnje in, bom rekel, znanje, ki se jih tukaj pridobim, pride pri vsakdanjem delu, je zelo pomembno. O tem pa bomo še bolj vprašali. Ok, še grem jaz dalje. Lep pozdrav vsem, moje ime je Mateja Milost. Jaz sem vaša predavateljica 2 predmetov v prvem letniku, to je ekonomika in organizacija podjetja ter marketing oziroma marketinške strategije, splet in novi mediji, dolgi naziv. Tako da o predmetu bomo gotovo več kasneje. O sebi bi vam rada povedala to, da sem primarno podjetnica in to vedno povem. 27 let vodim svoje svetovalno podjetje, kjer pomagamo pretežno izvozno usmerjenim podjetjem, da postavijo učinkovite marketinške strategije, da dobro prodajo na domačem in predvsem na tujih trgih. Imamo prek 500 danes uspešno zaključenih projektov, naši naročniki so domača in tuja podjetja, tako da kaj vam to pove, da prihajam iz prakse. Torej,
veliko znanj, ki jih boste tukaj pridobili, seveda iz teoretičnega vidika, bo potem našlo nek primer, neko implementacijo v praksi in ker imam za sabo toliko prakse, poskušam res stvari, ki so v teoriji postavljene, locirati potem v vaši glavi malo tudi v nek praktični primer, da to lažje razumete. Drugače, veliko predavam tudi podjetjem, torej usposabljam marketinške, trženjske, prodajne ekipe v številnih slovenskih podjetjih in najrazličnejših panogah, da so na trgu uspešni. Prav tako podjetjem pomagam do uspešnih strategij in verjamem, da če se boste, oziroma ne če se boste se udeleževali predavanj in vaj, boste pridobili bogate znanje. To je moja big promise. Now, Rashid, I will ask you to introduce yourself. Hello guys, first of all welcome to the university. I hope you like the environment here. Myself, I am Rashid Pathan, I am from India. I currently finished my Masters in Engineering and Management, and it was fine. I was here since like past 2 years. The university is good, you would be enjoying here a lot, you'll be having a lot of activities here to do. So nothing much about myself, but about the university, it's good here, and I hope you guys will enjoy your stay here. Rashid je zelo svež diplomant na magistrskem študiju, tako da lahko ga tudi kasneje kaj vprašate o njegovih izkušnjah. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Sem Nive Štefančič, sem vodja kariernega centra tukaj na Univerzi v Novi Gorici. V bistvu karierni center je nekako študentom nekako pomaga pri praktičnih usposabljanjih, pri iskanju službe. Kasneje pa ostajamo v stiku tudi preko alumni kluba, sem tudi vodja alumni kluba, tako da tudi, ko boste enkrat zaključili študij pri nas, nekako želimo, da ostanemo povezani. Na ta način smo tudi danes pripeljali 2 diplomanta sem, ker se nam zdi pomembno. Ta prehod iz srednje šole na fakulteto je kar velik in se nam zdi pomembno, da slišite v bistvu izkušnje generacij pred vami, kako so oni doživeli študij in kakšne so njihove karierne poti danes. Jaz sem pa profesorica Anita Ivanovska, sem direktorica študijskega programa 2. stopnje, predavam tudi na 1. stopnji, tako da se bomo videli, predavam predmet poslovni informacijski sistemi. Moje področje je pa računalništvo, tako da se bomo videvali pri tem predmetu, pa potem tudi na 2. stopnji, če se boste odločili nadaljevati. Na Poslovno-tehniški fakulteti je do danes diplomiralo na 1. in 2. stopnji preko 600 diplomantov. Diplomanti se zaposlujejo v različnih podjetjih in organizacijah ter še širši paleti delovnih mest. No, prvo vprašanje moje bi pa bilo za Markota, ali nam lahko opišete, kakšne so vaše glavne naloge v podjetju, kako izgleda recimo vaš delovni dan, kakšne so značilnosti vašega dela, s kom sodelujete, kaj dosti potujete, skratka, da nam malo predstavite vaše delovno mesto. Jaz sem vam že prej omenil, da pokrivam področje nabave in najbolj sem, v tem področju iskanje novih dobaviteljev. To pomeni, da za nemško grupacijo, ker je tudi lastnik našega podjetja, ker ne rečem, da poteka proizvodnja elektromotorjev. Te elektromotorje najdete lahko v domačih napravah, kot so pečica, sušilni stroj, kuhinjske nape. Potem je pa drugo področje, pa klimatizacija in prezračevanje. Vse toplotne črpalke, naprimer, potrebujejo elektromotorje, zunanje enote, pa tudi v klimatskih napravah najdemo naše rešitve. Se pravi, grupacija kot taka ima 25 proizvodnih lokacij, poleg 3 nemških, matičnih, tudi v Sloveniji, mi imamo pa tudi naprej lokacijo v Srbiji. Zdaj sam pokrivam področje aluminijastih odlitkov in kovinskih izdelkov, tako da prej sem vam omenil, da sem dejansko po izobrazbi komercialist, vendar sem tekom potem dela se srečuješ tudi z strojniškimi zadevami, od branja risb, 3D modelov, zahtev materijala, toleranc in te se stvari. Tako da
pomembnost ta širina znanja. Potem je tudi vsakodnevno dejansko imamo te sestanke tudi za grupacijo, ko so različni sodelujoči iz različnih oddelkov, ne? Od konstrukcije, razvoja, razvoj dobaviteljev, pa vhodna kontrola in kot nabavnik je zelo pomembno, da poznaš vso to širino in sodeluješ pri tej debati. Osnovno delo je, se pravi, zelo raznoliko, izzivov je veliko, se verjetno, če tega ne bi bilo, tudi ne bi bil tam. Se pravi, ko dobiš neko nalogo, pogledaš, poiščeš potencialne dobavitelje, jih kontaktiraš, imamo določene vprašalnike, se pravi, to so že tako supplier self-assessment, samoocenjevanje. Potem seveda vsi ti rečejo, ja, ti pridem zadevo predstaviti, jaz ponavadi to zavrnem in rečem, če prideste vi do mene, bom videl lep PowerPoint in super podjetje, tako da jaz vedno rečem, vas bom prišel iskat in sam potem vidim, grem skozi proizvodnjo in nazaj. To niso tista klasična komercialna znanja, da ti opaziš, kako poteka proizvodnja, kaj je dobro, kaj je slabo. Tako da ja, je veliko, imam veliko potovanj, tukaj bom rekel ta South East Europe regija, se pravi Italija, Mađarska, vse republike bivše Jugoslavije, Romunija pa Bolgarija. Spravi, to je to področje. Potem, ko dobimo enega dobavitelja, je pa zadeva gre naprej, se pravi, je tisto klasična nabavna zadeva, se pravi pogajanja, in ko sledijo potem, ko zaključiš ta pogajanja, so prve dobave, potrjevanje prvih vzorcev, se to v velikih podjetjih boste slišali, to je PPAP postopek, ko potrdiš dobavitelja in kose. In ja, potem je pa, bom rekel, naprej razvoj samega dobavitelja. Trenutno zdaj pokrivam tudi pogovor oziroma pogajanja, ko se pogovarjamo o povečanju kapacitet. Se pravi, imamo dobavitelja, ki ima premalo kapacitet, dobavlja super kose, sa strani kvalitete, tudi stroškovno je ok, in mi bi radi pač mu pomagamo z investicijo, da bi povečal to proizvodne kapacitete. Se pravi, zelo raznoliko delo, od prvih kontaktov pa potem do res nekega sodelovanja. Zdaj, kaj bom rekel, ta največja sprememba nabava ni samo pogajanje, ne? Jaz rečem, da je tudi tisto, ko greš in vidiš neko podjetje, da začutiš, bom rekel, potencial dobavitelja, se pravi, to možnost nadaljnjega sodelovanja. Mogoče, če bi imela Mateja kakšno komentar. Ja, jaz bi se navezala na to, kar je izpostavil Marko, in sicer, da čeprav Marko dela v nabavni službi, ne, se pravi, to je ena od poslovnih funkcij v podjetju, rabi široko paleto znanj, da razume več dimenzij tega svojega poklica oziroma da upravlja to svojo funkcijo v največjo dobrobit za podjetje. In tako kot je rekel, sedimo skupaj z razvojniki, proizvodnjo, z drugimi poslovnimi funkcijami. In evo, tu je ta vloga, ne, ta širina gospodarskega inženirja ključna. Se pravi, da razume, da ima znanja iz organizacijskih, tehničnih in ekonomskih področij, da lažje razume vse funkcije v podjetju in potem, ne glede na to, na katerem delovnem mestu dela, lahko deluje kot povezovalni člen. To pomeni, da ima veliko sliko in je zato bistveno bolj uporaben, če lahko tako rečem, kot nekdo, ki te širine nima. In mislim, da naši diplomanti, naši študentje, seveda tisti, ki prihajajo redno na predavanje, ki se udeležujejo, ki pridobivajo to širino, ne samo da odbrenkajo izpit, bom kar direktna, ampak da res pristopijo k temu na način, kot je pristopil Marko, z interesom, željo, voljo, potem lahko so v podjetju tako široki in zaradi tega tudi zaželeni, če hočemo zaradi tega tudi bolje plačani
in kompetentne, da sploh v današnjem podjetju lahko dobro opravljajo svojo funkcijo. Ker današnje podjetja imajo veliko izzivov, bistveno več, kot so jih imela pred časom. In potrebujemo široke ljudi. Tako da, evo, to bi jaz komentirala, Marko pa tu v praksi lepo povedal, kako zgleda. A to bi me še kaj dopolnil? Se strinjam, res je to pomembno, da lahko sodeluješ na teh sestankih in ne vem, jaz tudi rečem, veliko sodelujem zdaj, sem vključen tudi z nemškimi podjetjami, se pravi, da 90 ali pa 95 udeležencev procentov na takih sestankih so Nemci in jaz, ne vem, jaz rečem tudi mojim sodelavcem znotraj pisarne, ne, da nas ni za biti strah, da imamo ta znanja, veščine, kar vidim, da se lahko tudi Nemci veliko od nas naučijo. Hvala, Marko. Vi ste rekli, da po končanih diplomi ste začeli delati in šele leta kasneje ste se odločili, da pišete po študiju druge stopnje. Zakaj ste izbrali gospodarski inženiring in kako vidite svoj odločitev danes? Ja, drži, jaz sem zaključil študij ekonomije leta 2000, potem sem 14 let delal v prodaji in takrat je potem prišel čas za neko spremembo in bom rekel, ja, najprej je prišla ta informacija, čisto bom rekel, želel sem nekaj iti, gledal sem, da bi šel naprej nadaljevanje v smer ekonomije, potem sem pa sam začel razmišljati, da bi bilo bolj kot neka specializacija nekih, bom rekel, področji, da je pomembno, da gledam tu širino. Tukaj sem dobil, bom rekel, to širino prav na tem študiju. To je bila ena zadeva. Druga zadeva, bom rekel, je bila tudi ta lokacija. Zelo pomembno ta stik. Nekako, čas tega študija smo bili, bom rekel, kar mi je bilo zelo všeč, potem se je pokazalo. Ena majhna skupina, se tudi vi ste ena majhna skupina. Ko smo začeli, nas je na prvo predavanje prišlo njih 18, 20, potem nekaj si jih je pač ustrašilo, kot ponavadi. In končali, bom rekel, potem smo hodili njih 12. In to je bilo, bom rekel, res eno tako prijeten kolektiv, ta interakcija z predavatelji, odlična, kadarkoli se lahko vprašal, da bi pojasnili. Dejte, če se da nekem družinsko podjetje, nekoga, ki poznate, iti kdaj, bom rekel, preko študentskega dela, da pomagate karkoli. Jaz sem to začel, naprimer, v Špričevem podjetju. Bom rekel, ja, takoj, ko sem se upisal, jaz mislim, da sem bil star kot vi. Takrat sem imel to željo računovodstvo in finance in takrat sem se že začel ta davek na dodano vrednost, knjiženje, konti, tiste stvari. Tam sem spoznal in to mi pride še, tudi danes mi pride prav. Potem me je potegnila pa v prodajo, ta odnosi z ljudmi, potovanje v tujino. Takrat sem bil potem skrbnik ključnega kupca na Finskem, tako da sem 2-krat na leto potoval na Finsko in je bilo to zelo lepo in ta izziv. In takrat sem spoznal pa ta, bom rekel, angleščina, kaj pomeni, ker greš na Finsko, ki vsi perfektno govorijo angleško. Če imate to možnost, pejte v kakšno podjetje, karkoli boste pomagali. Tudi jaz sem začel dejansko malo računovodstvo, malo smo šli montirati nekakve klimatske naprave, da vidiš te procese. Ja, potem ta študij ekonomije in potem naprej, ko sem rekel, bi razširil ta moja znanja in nabava in nekako začel sem gledati drugače. Ko sem bil star kot vi, povem po pravici, sem naredil izpit, da je bil izpit napravljen, sem naredil seminarsko, da je bila napravljena. To pomeni po liniji kdaj najmanjšega odpora. Potem tukaj na faksu pa sem začel čisto nekaj drugače gledati. Izpiti mi niso bil več izpit, ampak si itak šel pokazati, kar si že vedel, da ga boš naredil, ker znaš to zadevo. Seminarski, zbiranje seminarskih. So bili vse iz prakse, vedno mi je bil neki izziv, kaj bo tisti pokazali rezultate. Naprimer, pri doktorju Paplerju smo imeli ekonomiko podjetja, sem šel v Sežano, v eno podjetje, ne vem, kako so zdaj tisto, ki kupi že podjetje. Se pravi, podjetje je že
ne vem, to je neka spletna stran, Mateja, morda veš. Moje, ne vem kako, no, spletna stran je bila, ko so prodajali podjetja. In sem šel, sem rekel, ja, povejte, kakšne imate izkušnje, kakšne pogodbe imate, po koliko vi prodajate podjetje, in sem naredil to analizo. Bila ena taka, bom rekel, res izziv taki projekt. Tako da, vsak je lahko dober v tistem, kar ga najbolj zanima. Če te pa nič ne zanima, je pa problem. Super, hvala. Bom kar res nadaljevala. Situacija v zvezi s COVID-19 se še vedno ni povsem umirila. Kako ste, recimo kot gospodarski inženir, se soočal s tem v podjetjih na vaših delovnem mestu? Se vam je situacija oziroma delo v službi precej spremenilo? Kako je to vplivalo na vaše delo? Ja, zelo je vplivalo. Najprej zato, ker smo imeli urgentno stanje, reševanje, ker nismo dobili, bom rekel, iz veliko materialne komponente, tudi prej prihajali iz Kitajske. Seveda, strategija podjetja je bila, kupuj čim cenejše. In potem so bili tukaj veliko tudi kitajskih dobaviteljev, ladijskih prevozov in vse te zadeve. Potem se sami veste, problemi, ki se je Kitajska prva zaprla, potem cene kontejnerjev, sploh ni bilo kontejnerjev. Ne vem, če ste videli, je bila tudi fotografija šanghajskega pristanišča, mislim, da ne, koliko ladij je bilo parkiranih, ker niso smeli vpluti. Tako da ja, začelo smo tudi na nivojih grupacij, so potem takoj začeli local to local strategijo. Se pravi, da tam, kjer je proizvodnja, da imamo tudi lokacije. To se je spremenilo, jaz bom rekel, da so bili tudi nemški kolegi zelo bolj v strahu kot mi, bolj, bom rekel, so se bali COVID-a, tako da so bili vse te ne zelo nujni obiski, sestanki ukinjeni. In seveda smo potem videokonference. Sicer sam sem že prej zelo veliko uporabljal Skype, vendar problem je bil, ker ljudje niso imeli Skype. Zdaj pa danes je Teams in vsi imajo Teams, tako da to je zelo lahko. Enkrat pred COVID-om si predlagal Skype, ja, nimam inštaliran, in vse je bilo, bom rekel, operativno težje. Tako da ja. Pa tudi, ne vem, jaz sem imel bazo dobaviteljev iz Breše, ker je zraven Bergama, in še zdaj, ker rešil podjetje, imajo vsi maske. Tako da ja. Je pa vplivalo. Je vplivalo, ja. Dobro. Katere znanja in izkušnje pridobljene tekom študije so vam najbolj koristile pri delu? Kaj bi? Ja, tukaj bom rekel, je bilo kar nekaj zanimivih predmetov. Tem par bih izpostavil. Najprej bom rekel prvi, taki, ki me v spomini, je dr. Gerkeš, uvod sodobne tehnološke sisteme, se pravi novi materijali, se pravi, kako to spreminja. Pa dr. Gerkeš nam je že takrat govoril o ogrevanju na lesno biomaso, alternativne vire energije. Se to je zdaj dejansko bolj aktualno kot, mislim, da je bilo to leta 2017, ko sem obiskoval prvi letnik. Se pravi, bom rekel, en nov pogled v te materijale in te zadeve. Drugo je bil potem dr. Papler, ta ekonomika. Dr. Papler je bil, vsi so bili vsi, kot sem vam prej rekel, 12 nas je bilo na predavanjih, veliko je bilo tega komunikacije med nami, izmenjava teh znanih izkušenj, zato ker, bom rekel, mi smo bili vsi že zaposleni. Ko smo študirali nekako ob delu v popoldanskem času. Tako da je bilo kar naporno zjutraj služba od 7 do 3, potem si hitro šel na pot, da sem prišel tukaj do 4 ure popoldne, pa predavanje do 7. Zdaj te seminarske so potem potekale sobota, nedelja, večinom ali pa zvečer. Tako da ja, potem dr. Papler, ta ekonomika mi je bila zelo zanimiva. Zdaj najbolje pa tisto, kar sem tudi pisal, bom rekel, magistersko delo, je več kriterijski odločitveni modeli. Tega na ekonomiji sploh se o tem nismo pogovarjali. Se pravi, ko imate vi 7 dobaviteljev, zdaj kjer je boljši. Se pravi, po katerih kriterijih jih boš ocenjeval, kako boš te kriterije vrednotil in kakšni so modeli za izbor. Nobeden ni perfekten, lahko so
boljši ali pa slabši, teh moraš oceniti. Ne. Prej je bilo vse nekako bolj po občutku. Ne. Zdaj, ko sem pošiljal poročilo pa v Nemčijo, ne, sem jim pripravil model, mojo oceno, za vsak kriterij oceno, in sem rekel, ta je te boljši zaradi tega in tega. Ne. Pač podkrepiš te ideje in dosti stvari je bilo takih, no, ko, bom rekel, podrejenim pokažeš znanje, pa tudi timu znanje, ne, s tem dejansko pridobiš, ti ljudje potem zaupajo in rečejo, ja, se jih zaupanja ne boš pridobil s težko roko, ne, pa da nasilo. Ne. Pač znanjem se pokažeš, niti z diplomo ne boš pridobil zaupanja, bom rekel, sodelavcev, ne, ampak znanjem, z mentorstvom, to je to pomembno. Ne. Pa tudi, naprimer, profesor Domančič, ki smo imeli te komunikacije, ne, te različni tipi ljudi, predvsem, ko dela znotraj tima, da znaš, nekdo bo bolj agresiven, nekdo bo bil molčeč, tisti molčeč ima lahko najboljši predloge. Ne. To so ta znanja, ki jih, bom rekel, na ekonomiji nisem dobil. No. Je bilo podobne zadeve, vendar ne tako, bom rekel, praktično usmerjeno. Kar je tudi Mateja prej rekla, ne. Mi smo delali seminarsko vsak svojega področja, si tam se nekaj naučil, potem so bila pa tista hitra 15-20 minutna predstavitva, tako da si zelo hitro prišel do velikega, bom rekel, do širnega znanja, zato je vsak tvoj sošolec predstavil še tisti svoj pogled, neko svojo temo, tako da smo hitro šli naprej. Mogoče, koliko se vam zdi pomembno, da študenti že tekom študija sodelujo v različnih projektih, naprimer na fakulteti, ali pa recimo ciljno zbiranje študentskega dela, kar ste tudi že izpostavili. Zdaj, na poslovno-tehniški fakulteti je v 3. letniku obvezno vsebino praktično usposabljanje, ki grejo študentje v podjetja za cirka 3 mesece. Mogoče sicer vi ste delal na drugi stopni, magistrski študij, ampak koliko se vam zdijo te izkušnje pomembne za študente? Kot sem že rekel, ja, zelo pomembno. No, dejte, jaz bi rekel, če se da, dejte v neko podjetje, se jih lahko delate različne stvari, tam potem vidiš, kako ta zadeva teče, začneš te odnose z ljudmi, starejšimi, zdaj na začetku, boste videli, kdo vam bo lahko, nekdo vam bo voljan dati neko prenos znanja, nekdo ne bo nič povedal o svojem delu, zdaj, zakaj je to najbolj zato, ker se boji, ali pa ima malo znanja taki človek. Ne. Vse boste videli, ko prideš neko organizacijo, po parih tednih že vidiš, kdo je tisti, ki se ne boji svojega znanja, ki ga preda, in ta ima veliko. Tisti, ki nima znanja, bo to zadevo skrival. Ciljno izbiranje, pač te seminarske moje so, ko sem rekel, če primerjam iz mojega študija, ljubljanskega študija, pa tukaj na Univerzi v Novi Gorici, so bile take teme, ne vem, ker si napisal potem seminarsko brez težav, ker te to zanimalo, ne. Ni bilo neka muke, pa kaj bom zdaj napisal, tiste stvari, ne. Lažje, ko izbiraš neko zanimivo temo, je to bistveno, bom rekel, lažje za vas, manj boste trpeli pri teh seminarskih, je bilo teh pa kar nekaj, no, super, mene je bilo všeč. Super. Mogoče bi Mateja še kaj dopolnila na to temo? Ja, v bistvu to, kar je Marko rekel, ne, se pravi uporabnost tega študija, tako da nekje že zdaj date v svoje zavedanje to, da kar se učite ni neka teorija, nebulozna, ki je pomembna zato, da se opravi izpit, ampak da se naučite stvari, kako v praksi to res poteka. Kako ogromno je tukaj enega znanja in preko seminarskih nalog in tekom vaj, kjer se ta teorija res zaživi v neki praktični obliki. In tudi moji študenti, tisti, s katerimi sem imela v vseh teh letih stik, tisti, ki so nekje delali ali so morda vstopili v ta proces starejši, ne, so videli to uporabnost. So rekli, ja,
pri nas v podjetju zdaj razumem, ja, točno tako je. Ja, točno tako, kot ste rekli, tle so težave. Tako da to povabilo, ki je enako rekel, pejte nekam delati, mogoče samo občasno pomagati, to je dober nasvet, definitivno, da malo vidite, da je res zadeva uporabna, to, kar se bomo tukaj učili, in da pristopite s takim odnosom k temu. Ker če pristopiš z odnosom, to, kar se tu naučim, bom v življenju, v moji karieri potreboval, potem bodo taka ušesa, bodo glave tu, bodo srca tu in boste od tega zelo veliko pridobili. Če pa vam je cilj, ta kratkoročni cilj, da obkljukam izpit, je škoda za eno besedo, ker boste bistveno premalo odnesli, glede na to, kaj bi lahko odnesli. Dve zadeve bi reče dodal. Jaz imam 2 sina, starejši je star 15 let in letos poleti sem vzrihtal delo na recepciji kampa. Tam je veliko tujcev, da malo vide tuji jezik, malo organizacija, kako zadeve teče z gosti. Tako da, ja, jaz sem ga že vrval, ne gre delati. Sicer je hodil po par ur dnevno, vendar da vide, da pridobi, da vide te zadeve. Ja. To mi je pomembno. In še nekaj, res moja osebna izkušnja. Ko sem zaključil študij v Ljubljani, sem rekel, sem zapakiral tiste zadnje zvezke in učbenike in sem rekel, super, tega nikoli več ne bom potreboval. Res sem samo to. Vedno, vsak dan se učim. Vsak dan, ne vem, ali prečitaš nek članek, ali pri sodelavcih nekaj vprašaš. Se boste videli potem, tudi ko pridete v organizacijo, oceniš, od koga se lahko učiš in dobivaš te znanje in informacije. Vedno se boste učili. Zdaj, če je nekaj, kar te pa zanima, bom rekel, ta vaš študij ste tukaj zelo, bom rekel, je široko zastavljeno, zberite se eno področje, ki vas zanima in tisto peljte naprej. Ne boste bili super na vseh področjih. Na nekaterih vsaj nekaj veš, oziroma veš, da nič ne veš, na enih boste pa, bom rekel, lahko bolj fokusirani in to je to. K temu bi še dodala, mi skozi poudarjamo to širino in multidisciplinarnost, gotovo da, ampak obenem imate pa tudi možnost in dovolj podlage, da se morda tudi specializirate, da postanete v neki zadevi specialist. Se pravi, ni potrebno, da rečete, ok, potem bomo pa vsi veliko znali iz področja tehnike, organizacije, ekonomije, ampak lahko rečemo ne, pridobili boste sicer eno širino, ampak obenem boste pa tudi za posamično področje dobili dovolj znanja, da se lahko tudi ozko specializirate. In v končni fazi mi tudi skozi ponavljamo v podjetjih, ki že obstajajo, kjer naj bi se zaposlili, ampak ta študij ponuja dovolj znanja tudi za tiste, ki imate morda ambicije, da greste samostojno podjetniško pot. Se pravi, dovolj boste pridobili znanja, teoretičnega in praktičnega, da boste lahko začeli razmišljati tudi o neki samostojni poti. Tako. Tudi profesori pa če imajo neko omejeno nek termin, se pravi 2, 3, 4 šolske ure, oni vam pač povejo, kar uspejo v tem času. Zdaj ne mislim, da so vam povedali vse, kar vejo ali pa kar znajo. Jaz sem večkrat, bom rekel, ko dodatno sprašuješ, če te zanima, pri dr. Paplerju, pri doktorju profesorju Bohancu, pri profesorju Markiču, strateško vodenje podjetja. Je veliko stvari, ki so nam dodatno ali pa da dodatno literaturo, usmeritve te se stvari. Prav pri doktorju Markiču je bilo lepo, je rekel, pač boste kot menedžerji, ste na vrhu vedno piha, v dolini nikoli ne piha. Rekel, to mi je taka stvar, ki mi je ostala v spominu. Super, to je tudi prednost to, da so skupine manjše, da so profesori dostopni vedno z vprašanje in
konsultacije. Kako vas sprejema, gospod Marko, kako vas sprejema vaša okolica kot diplomanta gospodarskega inženiringa? To je vse en nov študij, dokaj nov. A ljudje vejo, kaj je to? Kakšne so reakcije, kako veste, da ste magistrirali iz gospodarskega inženiringa? Ja, bom rekel tako, sicer res, jaz bom rekel, ne, oziroma se ne predstavljam dejansko veliko kot z neko diplomo, ampak vedno želim, bom rekel, vse pokazati in dokazati za znanje. In ja, bom rekel, ko delaš potem v skupinah in predstavljaš različne ideje, pristope in te stvari, pač traja nekaj časa, vendar se pokaže s tem znanjem, da veš, da znaš brati načrte, da delaš to, da delaš ono, se pravi, je to neka prednost in potem ljudje razumejo, ti začnejo zaupati in to je to. No. Se pravi, sam rečem, diploma je papir, znanje pa tisto, ki je tvoje in tam se lahko pokažeš. Ne. Če danes pogledate nazaj, kaj je tisto najbolj dragoceno, kar vam je fakulteta dala, oziroma recimo, če bi bil danes v vlogi bruca, študenta prvega letnika, kaj jim bi položil na srce, na kaj naj bojo najbolj pozorni in tako, z izkušnjami, ki jih imate danes? Kaj se vam zdi najbolj pomembno? Ja, par stvari sem že rekel. Ja. Pač prvo se morate zavedati, da se boste učili celo življenje, delajte tisto, kar vas veseli, tam boste bili uspešni. Tudi jaz sem, na primer, si želel finance in računovodstvo, sem to tudi dosti študiral, pa po 2 letih sem šel ven iz tega. Ne. To ni tragedija, pač ugotoviš, da nekaj manj leži, nekaj bolj leži, če ti nekaj več bežte v tisto smer. Bodite aktivni pri tem študiju. Ne. Zdaj, se pravi, imate, bom rekel, ste mladi, čas in vse, in zdaj porabite ta čas za to, da pridobite ta znanja, da dobite neko funkcijo, da se pokažete, da postanete zanimivi tudi za trg. Da ne to traja preveč časa. Ne. Bom rekel, ko greste do podjetij, ko poveste izkušnje, ne bo takšno drugačno znanje, vse tiste stvari, zdaj je pomembno, da pridete v tem obdobju v parih letih do nekega nivoja. Ne. Zakaj potem se ti začne samo od sebe odpirati zadeva. Ne. Vsaj taka je moja izkušnja. No. Ko enkrat, težko je nekam vstopiti, se pravi, vsi zdaj so tudi taki časi, pa dobro, zdaj so malo boljši časi, kot so bili na trgu za poslitve. Vendar, ko prideš nekam, nekaj je boljše kot nič in od tam potem nagradiš naprej. Ne. Bodite aktivni. Ne vem, jaz sem imel kar nekaj sodelavcev, ki so jamrali, ja, tukaj ni okej, pa tukaj ni okej, pa to mi ni všeč. Jaz sem rečen, sem vprašal, ja, koliko prošen si pa dal, ne? Kaj si pa, koliko izobraževanj dodatnih si naredil? Pa nobena izobraževanja, pa nobena nove prošnje, pa nobenega novega razgovora ni naredil za službo, ne? In samo jamro, ja, in vse je narobe. Ne? Mislim, sej, ko greš razgovor za službo, je tudi to učenje, prvi, drugi, ko priješ domov, rečeš, ja, to sem falil na razgovorju, in ko greš na novega, to izboljšaš. Bi prišli na drugi del okrogle mize in bi prišli na angleščino. So we will switch to English. As we said before, Rashid is our very fresh graduate from the master's studies. He graduated this summer in August, right? So he has very fresh experiences of his studies. So he's coming from India, and we are interested to hear from you a few things. So first of all, why did you decide to study management and engineering, and what do you think of this decision today after you graduated? Yeah, basically I come from an electrical and electronics background. My bachelor's was in electrical and electronics. And I started working as a project management consultant back in India. So later I was looking for some more higher studies to do something in management, project management and other kind of studies. So but later when I was doing some research on the courses what they are offering, and I was checking the other options like in project management, engineering management, and then also in
supply chain management. So these were the few courses I was looking for to take my knowledge further, to improve myself, to see. It's always better to have to study, to learn something new things, and so I was looking like this, and I found engineering management, especially the course which is offering by the university here. They are like mixed courses, like they are mixing like engineering, few courses in engineering like IoT, like Internet of Things, and optimization of processes in engineering field, and also they were offering the courses some in management field like strategic management or decision supports and controls. So how to take decisions. So they were offering such kind of courses. So it made me a little bit interesting. So I thought this would be a good option for me so that I can learn also the engineering stuff and also the management stuff. So I felt like this was very helpful for me also. After coming here, I learned a lot of things while doing some engineering projects, also managing them, how to manage the stuff, how to do operations, how to do operational management, that kind of stuff. So I feel I'm satisfied, very much satisfied till now. Also, I could able to find a job here based on my engineering skills and also the management skills. So it was quite impressive, I could say, the course I was here, and yeah, I'm happy for now. Yeah. That is great. And since you're coming from a different country with different culture and traditions and everything, how did you experience, the cultural difference? Yeah. When I was new here, I felt a little bit strange, not strange, but kind of a cultural shock, you can say. Basically, with the people here, of course, we are kind of totally different from here, and the food was a little bit different for me. It took for a while for me to adjust here. And other than that, yeah, people are nice here. It's a very nice environment, very good country, beautiful country. So I enjoyed my staying here. So you adjusted well. yeah, well, yeah. And which subject or professor made the best impression on you and why? Yeah, I can't say like which subject. Like there are multiple subjects I was very much interested. Like as I said, like Internet of Things. As coming from the electronics background, I was very much familiar with this electronic stuff, Arduinos and Raspberry Pis, and also I learned here. Like it was very interesting for me, like how to connect the internet with the other home needs or other devices with the internet, and how to control them. This was very interesting for me in engineering field, and in management field. I think decision supports and control was very much interesting here, because here I could learn like how to make decisions. We often feel very much confused when we take some decisions. So this subject made me like they were teaching us some tools, how to use the tools and how to take some decisions, how to not you may can't get the final decision, but at least you can find some like chance. Okay, this might be the better option for me. So one interesting story with this decision support is like we were using a tool like how to take the decisions. So we had a seminar like to use anything, like if you want to buy a house or if you want to take a mobile phone. So taking an example and to use this to take a decision, like if you want to buy an Apple, Samsung and all. So I tried this tool to use to check my decision whether the university which I choose was good, like it was better, what is the percentage I was looking for. So after doing the tool, using the tool, I got top second as this university got the second rank in this tool. But also in this decision support, the decision should be by yourself. Like even the tool gives you some rating or some ranking, the final decision should be yours. So I think also this tool helped me to cross check my decision here. So it was also kind of very interesting subject for me. So it was nice. So these two were like very helpful and very interesting subjects I could memorize for now. That's good that you confirmed yourself Self, that you made the right decision. And what is the most valuable experience in general from your study here? Valuable experience, I could say, whenever we are taking some selecting a subject or doing these things,
The subjects are very nice. This is the summary of the thing, and in general, the experience was here while you study, you take your courses here. The most of the subjects are like you will do yourself. Lot of stuff, whatever you study, even you get some notes from the professors and all. They will make you to learn yourself. Like they will teach you. They will guide you basically. They will not teach you anything. They will guide you how to do the subject. So this was very helpful. Because not only on the subject which you chose, it will help you, but also in other decisions. Like when you get some guidance from them, it will also help you to do your personal things, also to choose how to implement these things in your personal lives and other things. So this was very helpful for me. Thank you. And since you have recently obtained your master diploma, what are your plans now? Do you plan to go back to your country or to stay in Slovenia? Yeah. Recently I finished my master's thesis and master's education here, and I could manage to find a job here at Male in Shampita in Nova Gorica. So I got this opportunity while doing my master's thesis. I approached the company and I tried to explain them my requirement, like I want to do something practical work when I was doing my master's thesis. So based on that, I could able to find a job. So I am thinking to get some experience here, like working experience. Then later I will see. But for as of now, I would be loving to stay here. It's a nice experience for me here. Great. And for the end, to whom would you recommend these studies? Yeah, the people. I think the students already they would have choose their subjects. But my opinion is when you choose your subjects or people who are interested in engineering and management together, like who wants to do more stuff in robotics or in engineering kind of things like technology, also like information technology like IT. You can also choose also for the later on management courses, like if you want to be in the management field, it will be very helpful also to take this course. Thank you, Rashid, for your answers. Za konec bi vprašala še gospod Mateja za eno zaključno misel ali sporočilo bodočim študentom, oziroma že študenti niso več bodoči. So že naši? So že naši, ja. Ja, veliko ste danes lahko slišali o študiju, o tej širini, o multidisciplinarnosti, ki jo boste pridobili tekom tega študija. Rekli smo, da boste dobili odlično podlago na ekonomskem, organizacijskem in tehničnem področju, da boste lahko opremljeni, bom rekla, z vsemi tistimi znanji, ki jih danes sodobna podjetja še kako potrebujemo. Tudi sama bom dala sebe v podjetniške vode. Tako da se vam gotovo ponuja res ena lepa možnost, da te zadeve ponotranjite, jih doživite, se jih naučite, jih osvojite in jih potem tudi spretno unovčite in uporabite. Zato bi vas pozvala, da k temu res pristopite s tem zavedanjem. Z enim zanosom, z enim veseljem, ker to priložnost imate, da ste tu, da prihajate sem, da ste tu aktivni, predavatelji smo vam na voljo za vprašanja, za ponovno razlago, tako kot je rekel Marko. Smo kot ena skupina, kot ena družina, ki imamo nek skupen cilj, in to je, da res vas opremimo z vsemi znanji, ki jih boste potrebovali potem na karierni poti in tudi z neko motivacijo, ker tudi to je zelo pomembno. In vsaj jaz pri svojih predmetih, pa mislim tudi drugi, imam rada to, da tudi vi imate besedo. V smislu, da se naučite poleg tega, kar je znanje, kar je stroka, kar je teorija, da se naučite tudi enih teh, bom rekla, socialnih veščin. To pomeni, kako vzpostavljati v skupini odnose, v podjetju uspeh temelji na dobrih odnosih, kako izražati svoje mnenje, kajti če tudi boste strokovnjaki iz svojega področja, pa ne boste znali v pravem času izraziti svojega mnenja in ga argumentirano povedati, ne bo dobro.
Zato tudi vse te veščine, poleg strokovnih, tukaj krepimo. Tako da na vas pa je, da ste aktivni, ne? Da ste tu, tako kot sem rekla, z glavo in tudi s srcem in gotovo potem skupaj bomo naredili tisto najboljšo zgodbo. Hvala, Matija. Mi smo z okroglo mizo prišli do konca. Bi se zahvalila vsem gostom za sodelovanje. Vam pa bi zaželela uspešen štart študija. Upam, da bo tam okrogla miza ena inspiracija za vas in motivacija, da lepo zaštartate študijem in da ne boste potrebovali orodje za podporo pri odločanju, da potrdite, da ste se pravilno odločili, ampak da boste tekom študija začutili, da ste se pravilno odločili s tem, da ste izbrali ta študij. Hvala tudi Miles. Ja, jaz se bi tudi zahvalila vsem trem gostom in Aneti. Hvala vam slušateljem tudi z moje strani. Uspešen začetek študija in izkoristite to super obdobje. No? Študij je enkratno obdobje, poleg zabave je tudi obdobje za pridobitev dosti novih znanj in izkoristite na polno.